Ivan Cankar je nesporni klasik slovenskega leposlovja, po mnenju številnih tudi največji slovenski pisatelj. Njegova dela veljajo danes za zgled kvalitetne literature. So jih tako vrednotili tudi avtorjevi sodobniki? In kako jih je vrednotil sam? Je Cankar sploh razmišljal o razliki med bolj in manj kakovostno literaturo? In če je, s kakšnimi merili je vrednotil književna besedila? So bila njegova merila kakovosti sorodna tistim, s katerimi danes opredeljujemo tako imenovano literarnost besedil? O tem, tokrat predvsem s poudarkom na Cankarjevih romanih, z redno profesorico, doktorico Alojzijo Zupan Sosič, ki se z Ivanom Cankarjem, njegovo leposlovno in neleposlovno zapuščino, poglobljeno ukvarja že desetletje. Pred mikrofon sem jo povabila Tina Kozin. Spoštovani poslušalci, spoštovana gospa Alojzija Zupan Sosič, lepo pozdravljeni. Dobar dan. Kot sem napovedala, danes govoriva o Cankarjevem vrednotenju književnih besedil, o njegovem pojmovanju kvalitete literarnih besedil. Temu danes rečemo literarnost. Cankar tega pojma še ni poznal, pa vendar predlagam, da zato za uvod, ker vendarle bova uporabljali sodobni jezik literarne teorije, predlagam, da začneva kar s pojmom literarnost in sorodnimi in se potem posvetiva Cankarju. Torej, o čem govorimo, ko govorimo o literarnosti književnih besedil? Ja, literarnost je že zelo star pojem, v bistvu se že od ruskega formalizma naprej vleče, je pa vse skozi pridobival še druge konotacije. Če se je najprej ukvarjal samo s tem, kaj je literarnost, je potem še se obogatil z večjimi faktorji, ki jih lahko pa nekako zvedemo na kje je literarnost. Tako da bi jaz malo povzela vse te stvari na kratko, ker o tem bi lahko govorili celo oddajo. Tako. Torej, literarnost je lastnost, ki je prevladujoča v literarnih besedilih. Seveda se literarnost lahko pojavi tudi recimo v neliterarnih, naprimer v reklami. Včasih je celo zelo priporočljivo, da ima reklama literarne elemente, ker jih potem različni poslušalci in poslušalke oziroma gledalci, gledalke razumejo kot nekaj presežnega. Ampak to še ne pomeni, da je potem reklama literarno besedilo, kajti ti elementi niso prevladujoči. Če so pa prevladujoči v literarnem besedilu, gre pa seveda za literarnost. Kaj je literarnost? Jaz sem jo določila kot premično kategorijo, se pravi kot presečišče znotraj besedilnih in zunaj besedilnih lastnosti. Glede na to, da so se pri nas tudi že različni teoretiki, naprimer jaz bom samo Jovana Pavirka, pa Matajc torej omenila, recimo ukvarjali s tem, bi jaz samo povzela to, kar so že ostali delali in še te svoje stvari, ki sem jih jaz zraven pač doprinesla, povedala. Se pravi, mislim, da je znotraj besedilna literarnost sestavljena iz 5 kriterijev oziroma iz 5 meril. To so razdiralna ustvarjalnost oziroma dekonstrukcijska konstrukcija ali ustvarjalna razdiralnost, če obrnemo krog, potem polisemičnost oziroma večpomenskost, fikcijskost, avtoreferencialnost in še seveda univerzalnost. Pri znotraj besedilnih lahko rečemo, da so to bolj ali manj stalne kategorije, se pa morajo vedno premešati oziroma nekako, ker sem rekla, da je presečišče, presekavati oziroma prepletati z zunaj besedilnimi kategorijami, te so pa naslednje. Literarna pogodba, literarna empatija, literarna intenca oziroma literarni namen, literarno vrednotenje in pa literarna kompetenca. Seveda je pa zdaj različno, kako jih premetavamo, kako recimo govorimo o njih. Jaz sem zdaj povedala te abstraktne kategorije, se pa potem to lahko konkretizira. Recimo v znotraj besedilni literarnosti lahko rečemo, da gre za preplet motivno-tematskih in stilnih kategorij. Torej, vse te stvari lahko bolj konkretiziramo. Jaz sem zdaj pač povedala bolj abstraktno. Ja. Zakaj pa je pomembno, da prepoznavamo literarnost?
Ja, mogoče se še spomnite malo nazaj, v postmodernizmu se je začelo na veliko razglašati, da ni več pomembno govoriti o literarni kvaliteti, ker literarnost lahko, čeprav ni to povsem sinonimno, nekako uporabljamo tudi kot kategorijo za literarno kvaliteto. Torej, postmodernizem je nekako nagovarjal nas vse, da ni potrebno več vrednotiti, da je vse enako kvalitetno, da smo vsi lahko pisatelji, vsi smo lahko mesarji, vsi smo lahko piloti. Se pravi, da je vse relativno, ker se seveda kmalu pokazalo, da to ni res, ker tudi v postmodernističnem kanonu so izbrali bolj kvalitetna besedila, recimo Eka, Ime rože, Ziskinda parfum in tako naprej. Torej, zakaj je potrebno? Potrebno je absolutno, ker imamo megalomansko produkcijo. Kako bomo recimo izbrali izmed 220 pesniških zbirk, pesniško zbirko, v kateri se bomo bolj natančno posvetili, naprimer pri pouku ali v literarni delavnici. Najbrž ne bomo vzeli kar 1, 2, 3, ne bomo prešteli, katera je na 3. mestu ali po priimku, pač bomo vzeli po literarni kvaliteti. Zakaj je še literarna kvaliteta ali literarno, zakaj sta še pomembna? Zato, ker v bistvu glede na glede na literarno kvaliteto oziroma literarnost določamo tudi kanon, vsaj naj bi se, ampak vemo, da večkrat ni samo literarna kvaliteta, nažalost, v ospredju. Potem recimo v literarno socializacijo v šolah, torej na vseh stopnjah se upošteva literarnost oziroma literarna kvaliteta na različne sezname, za priporočilne sezname, torej na več nivojih. Je pa to zelo pomembno, se mi zdi, v današnjem času, ko nažalost temeljimo na nagradah. Jaz pravim nažalost, ker ta sistem se mi ne zdi najboljši, ki ga imamo danes, ker pač avtori in avtorice dobijo različne štipendije, subvencije, podpore, statuse na osnovi literarnih nagrad. Literarna nagrada pa mora biti določena glede na kvaliteto oziroma na literarnost. In tukaj mislim, da pa moramo biti res previdni in pošteni, če že recimo, prej smo kar tako povprek vrednotili, se mi zdi, da tu ne bi smeli, zato ker dejansko potem nekaterim avtorjem in avtoricam popolnoma zablokiramo njihovo samostojno pot v umetnost, hkrati jim pa tudi recimo življenjske pogoje onemogočimo, torej tudi eksistencialno jih onemogočimo. Kaj pa trivialnost? O čem govorimo, ko govorimo o trivialnosti in v kakšnem razmerju do literarnosti jo opredeljujemo? Ja, v bistvu, če gledamo na literarnost kot na nek literarni sistem, na nek večji literarni sistem, potem lahko rečemo, da je trivialnost podsistem. Prav tako obstajajo vse skozi že trivialna besedila in literarna besedila. Za trivialna je bilo že od vsega začetka značilno, da so prilagojena oziroma primerna bolj za širše množice in seveda je pravilno, da so, ker podpirajo tudi ostale žanre, ostale vrste, ki jih mogoče literarna besedila ne bi vključila. Ampak je pa potrebno, po mojem, še vedno ločevati, tudi če recimo nagrajujemo kriminalko, ki je bila včasih razumljena kot trivialni žanr, je danes, če je modificirana, lahko tudi kvalitetno besedilo. Moramo seveda opazovati, koliko je trivialnih lastnosti v njej in ni zdaj kar vsaka kriminalka vredna nagrade oziroma kar zdaj zaradi tega, ker bi radi čim prej spravili čim več žanrov na raven literarnosti, vredna neke medijske pozornosti, recimo. Je pa trivialnost tudi premična kategorija? Trivialnost je tudi premična kategorija. Jaz sem jo določila spet na osnovi 5 kriterijev, torej znotraj besedilnih in 5 zunaj besedilnih. Zunaj besedilni bodo bolj enostavni, če jih recimo določim, če sem prej govorila o literarni pogodbi. Tukaj gre zdaj za trivialno pogodbo, prej je bila literarna empatija, tukaj gre za trivialno empatijo, literarna intenca, trivialna intenca, literarna kompetenca, trivialna kompetenca in literarno vrednotenje se zdaj spremeni tukaj v trivialnem sistemu, seveda v trivialno vrednotenje. Kakšen pa je bil, bom zdaj prišla kar k Ivanu Cankarju, kakšen je bil njegov odnos do vrednotenja literature in kako pomembno je bilo zanj ločevanje med bolj in manj kakovostnimi literarnimi deli? Pa morda še nekaj o tem, kakšno poimenovanje je sam uporabljal za omenjene kategorije.
Ivan Cankar bi lahko čisto preprosto delal tako, kot večina ljudi dela. Pisal in se ne bi oziral, kaj delajo drugi, ampak on je bil po svoji naravi tudi mislec, torej ni bil samo umetnik, ampak mislec, in kot mislec se je čutil zavezanega, da tudi poskrbi za to, da bo slovenska književnost kvalitetna. Torej ne samo, da jo pišemo, smo bili veseli, da je bilo več književnosti v času moderne, ampak da je tudi kvalitetna. Zaradi tega se je vse skozi tudi prizadeval, da je recimo v različnih krožkih, v različnih svojih ocenah, bi lahko temu rekla tudi kritike, na začetku, že od leta 1897 do 1899, torej še zelo mlad, je že pisal kritike in se mu je uspelo že v 3 letih zameriti skoraj vsem, ki so takrat pisali. Si predstavljate, da če ti kot mlad napišeš nekomu ali pa poveš, da njegovo delo ni kvalitetno, seveda je argumentiral, on je govoril z neke osebne, recimo, zamere ali karkoli, recimo Fundku, Cimpermanu, Paulini Pajk, je napisal pač, katere stvari niso kvalitetne, takrat so bile pa one, torej te osebe, ki sem jih zdaj imenovala, zelo cenjene. V črtici zjutraj jih celo imenuje mrtvi na prestolu. Zakaj mrtvi? Ker je točno vedel, da čez nekaj let ne bo njihova literatura nič pomenila, 000, ampak takrat so bili pa cenjeni in ne, ki je pa, nihče ni smel tudi podvomiti v njihovo kvaliteto, medtem kot Cankar je seveda to delal. Zakaj? Mislim, da tudi ne samo zaradi svojega značaja, ampak tudi, ker je najbolj poznal od vseh naših ustvarjalcev takrat filozofijo tistega časa in tudi ideje tistega časa, naprimer Nietzscheja. Nietzsche je sam v svoji filozofiji predvideval osebni pristop oziroma avtobiografskost in preko avtobiografskosti vrednotenje. Torej, oba, Nietzsche in Cankar, sta zagovarjala interpretacijo, sta zagovarjala izstop iz sebe in preko vrednotenja. Se pravi, če vidiš, da so okrog tebe ljudje, da piše nekvalitetno, pa so tvoji kolegi in tudi, če so tvoji prijatelji, to povej. To, malo si uglejmo okrog nas, koliko je to možno. Naprimer, povem samo eno legendo, kako je recimo kritiziral Župančiča, sicer je Župančiča zelo cenil kot pesnika, ampak potem čez čas sta se malo oddaljila in tudi njegova poetika se mu je že zdela preveč monolitna, pa preveč ponavljajoča se. Župančič te kritike ni sprejel in sta se potem tudi sprla, in ko se Cankar pelje z vlakom, nekam se pač pelje, ne vem točno kam, prisede na gospa in se začneta pogovarjati o vseh stvareh, tudi o Župančiču, ker zanimivo je to, da se Cankar zelo rad pogovarja o ženskami. Zakaj? Ker so zelo veliko brale. Znatno več kot moški. In je vedno kaj predebatiral o tem in potem gospa reče, zakaj pa vi zdaj govorite o Župančiču, če ste pa njegov sovražnik? Pa on pravi, ne sovražnik, jaz sem ga samo kritiziral, jaz ga zelo cenim, on je moj prijatelj, če pač sva zdaj skregana, ampak jaz samo povem, kar mislim, da je narobe. In recimo v tistem času še ni uporabljal seveda izraza literarnost, kot je bilo za tole vprašanje, ampak je govoril o tem umetnost, se pravi, Fundek, Cimperman, Paulina Pajk so neumetniki, tako je on imenoval tiste, za katere se je njemu zdelo, da niso umetniški. Za marsikoga je pa tudi uporabil izraz trivialen, torej pišeš trivialno, ali recimo, ko je v svojem pismu Govekarju pisal, ali vi sploh tam dol nič ne berete. Torej, ali berete samo feljtonske nemške romane, se pravi, ne svoje kritike oblikovati na osnovi feljtonskih, torej trivialnih romanov. Dajte brati kaj kvalitetnega, dajte malo se razgledati okrog, ne samo tisto svoje prijatelje podpirati, torej dajmo pisati kvalitetno, ker slovenska književnost si zasluži, da ima kvalitetna dela. To razliko med popularno, trivialno umetnostjo in, bom rekla zdaj, kvalitetno, oziroma recimo med tistimi literarnimi deli, ki se pač odlikujejo z svojo literarnostjo. To je tematiziral tudi v svojih leposlovnih besedilih. Pa bi vas najprej vprašala, v kakšni meri recimo lahko iz leposlovnih besedil potem sklepamo na njegovo lastno razumevanje bodisi trivialnosti, bodisi literarnosti. V mislih imam pa seveda to, da pač stališč posameznih likov ne kaže enačiti neposredno z avtorjevimi.
oziroma vsaj ne brez razmisleka in argumentiranja. Ja, seveda najlažje bi zdaj njegovo stališče in tudi najbolj verodostojno bi to preverili v kritikah njegovih oziroma tudi v esejih, recimo potem ti najboljši eseji so zbrani v Beli krizantemi, ampak Cankar je vrednotil tudi v svojih delih in to je recimo zelo pomembno. Jaz bi tu naštela samo 2 deli, ki se direktno navezujejo na romane, ker pa danes govorili o romanih, in sicer to je črtica Nenapisani romani in pa roman Gospa Judit. V črtici Nenapisani romani nekako daje svoj kredo oziroma svoj literarni kus, če lahko tako rečem, v usta trebušastemu znancu, tako da tu zdaj seveda ne moremo čisto natančno reči, da je to vse njegovo, torej da je to Cankarjev. Vendar, če malo poznamo njegovo življenje, recimo jaz bi sploh bila zelo vesela, če bi se nekdo ukvarjal s kritikami, ker tam v teh kritikah njegovih je vse zapisano, kakšna ne bo kritika. Sploh ni treba, mislim, in to je res sodobno, to ni recimo prilagojeno samo za začetek 20. stoletja. No in recimo v tej črtici Nenapisani romani vidimo, da dejansko ta znanec, ki ima rahlo tudi drugačno mnenje od Ivana Cankarja, vendarle razmišlja v snovi, torej kaj naj bo snov za romane. A ne? In pravi, da tista 9-krat zamešana mešanica ljubezni, umora in samomora ne more priti v poštev, ker to je pač iz trivialnih romanov. In to je očitno takrat še vedno zažigalo po Sloveniji, a ne? In so ljudje to brali in glede na to so tudi vrednotili. Hkrati potem tudi ugotavlja, kaj bi pa potem bilo, recimo, ne? Kaj bi bila lahko tista snov ali pa tema romanov. In pravi, eno tako impresionistično misel pravi, vse, kar se dogaja od cestne svetilke do Leščerbe, se pravi, izpostavi, da ne moramo gledati samo zgodbo, kar je recimo trenutno danes, a ne? Ko vidim, da se tudi vrednoti samo glede na zgodbo, ali je zgodba recimo, ne vem, ali je v ospredju neka ranjena oseba, ki rešuje svoje življenje in bolj je ranjena, pa nekako, če še sumimo, da je del recimo ranjenosti tudi avtorjeva ali pa recimo avtoričina prizadetost, bolj to nagradimo, ker v bistvu so potem nagradili njeno žalost in trpljenje, ne pa kako je to žalost in trpljenje oblikovala. A ne, tukaj Cankar nekako se hoče izviti iz tega ven, a ne, izviti samo zgolj iz teme, torej ne moremo nagrajevati samo temo, ne moremo meniti, da je samo tema nekaj, kar je recimo literarnega, ampak tudi kako je to narejeno, ne, seveda on to z impresionistično filozofijo to razloži. V Gospa Judit je pa to še bolj jasno, kjer se on v predgovoru podpiše. Torej, to je ena izmed redkih sploh, to je kurioziteta pri nas, da avtor v tem času napiše predgovor in se podpiše, torej I.C., a ne, ni nobenih dvomov, da je to Ivan Cankar, a ne. In tam tudi že svoj kredo pove, kaj jaz mislim, da je kvalitetna književnost. Jaz bi tukaj vam samo, zdaj jaz si ne morem kaj, ne, da ne bi nekaj prebrala, iz Gospe Judit in pravi takole, kaj bi človek še govoril, če ljudje zahtevajo, kdo bi se jim upiral? Vsa pravica je njihova. Pravijo, da je na umotvoru umetnost postranska reč, glavna pa, da je blag namen in moralno besedilo. Če tega ni, da je treba pognati preko praga umotvor z umetnikom vred in da umotvor ni ustvarjen za zrele ljudi, umetnosti želje, temveč za koga? Vrag vedi, za neki tako imenovani narod, ki sicer ne kupuje knjig in jih ne bere, ampak ki je kljub temu molčeč in strog sodnik umetnosti in še mnogoterim drugim stvarem. Tisti narod je velik ujon, sam ne spregovori nikoli, ne vidi ga človek, komaj da ga duha. Zagovornikov pa ima veliko število, vestnih in ognjevitih zagovornikov. Z dolgim in mrkim obrazom si ogleda zagovornik umotvor, zamaj z glavo na desno, zamaj na levo, ter vzdigne kazalec. Kar se mene tiče, bi dejal, da je tale umotvor resničen umotvor. Prijeten je po obliki in sočnost po vsebini. Ampak kaj pa reče narod? To ni za naš narod nepokvarjen, kakor je, in dolga pridiga in tako naprej, ne bom brala. Vidite, kako v bistvu, tudi prebrala sem tako, da se čuti ironija, ne? Kako v bistvu Cankar pove, da je bil pravzaprav prizadet zaradi kritike Hiše Marije Pomočnice, o kateri bova še govorili, in je odgovoril na celotne kritike, ki jih je takrat prebral s tem romanom, torej z Gospo Judit, in v predgovoru hoče pokazati, kaj je prava
literarnost, ki jo takrat imenuje umetniškost, umetnost, in sicer meni, da absolutno v pravo literarnost oziroma literarno kvaliteto ne spada didaktičnost, torej naš narod, kritika še vedno želi, da bi umotvorne, to umetniško delo poučevalo. Didaktičnost, to je isto. Potem ne gre moraliziranje, še vedno si želijo takrat Slovenci, da bi bila glavna oseba moralna, ampak v tistem takratnem smislu, bom tudi povedala, koliko moral, recimo Cankar našteje, to je res zabavno. Hkrati pa, da bi bila zabavna, to pa je tisto, kar je značilno za trivialno književnost. Torej, trivialna književnost naj bi poučevala, naj bi zabavala, naj bi bila eskapistična in naj bi seveda samo zavijala določene stvari v nek papir, recimo nek takšen celofan, ki ni pregleden. Pri moralah bi se malo zaustavila, Cankar je pač tukaj na stališču Ničeja, ni ena sama morala, pač pa zagovarja moralni perspektivizem. V Črtici zjutraj celo piše takole: sicer obstajajo za Evropejce 3 morale, se pravi cerkvena, narodova oziroma bi lahko rekli državna morala in obča morala, ki se že vleče pač od začetka civilizacije naprej. In on potem cinično oziroma ironično dodaja, ampak mi Slovenci imamo še eno, se pravi, mi imamo pa 4, mi smo pa zmagovalci. Se pravi, kaj to pomeni? Mi res moraliziramo še pa še pa še. In v umetnosti ni moraliziranja. V Gospe Judit pravi takole: roman ni ogledalo, torej zanika realistično Flaubertovsko pozicijo, ki jo zagovarjajo nekateri še danes. Se pravi, ni ogledalo, ki hodi po svetu in odseva. Lahko je tudi ogledalo, ampak umetnost je ogledalo, ki hodi pred nami in nam kaže pot. Ne narod. Narod ne sme kazati pot umetnosti. Umetnost mora kazati pot narodu. Obrneno je razmerje in to je Cankara vedno bolelo. Da pač Slovenci tega niso razumeli. Mislim, dobro, nekateri seveda, nekateri prijatelji, je bilo nekaj seveda kritikov, ki so to razumeli, ampak šele kasneje, ne na začetku Cankarjeve poti. Kakšen odziv je doživel s takimi prepričanji? Glejte, Regali, Josip Regali je že zelo zgodaj napisal v bistvu eno tako, kako bi lahko rekla, pomirevalno kritiko. Pravi, Cankarja široke mase ne umejo, torej ga ne razumejo, ampak ne bomo zdaj krivili ne Cankarja, ne bomo krivili širokih mas, kajti široke mase so še vedno navajene Josipa Jurčiča. Torej, Josip Jurčič, njegov roman 10. brat, je seveda po vseh kriterijih današnjega vrednotenja dokaj trivialen. Ampak je naš prvi roman, bodimo veseli, da ga imamo in to je to. Moramo pa to preseči, narod se razvija, ne bomo zdaj Josipa Jurčiča ta stil še gojili v 21. stoletje, recimo. Kaj pa pravi Regali, kakšna je rešitev? Mi rabimo močne kritike, ki bodo razumele Cankarjev stil, Cankarjevo prizadevanje in ki bodo tudi to pravilno vrednotile. In nažalost jih je bilo zelo malo. Recimo, samo da povem, Hiša Marije Pomočnice, nobene pozitivne kritike roman ni doživel takrat, ko je bil izdan. 1904. Kaj pa so pričakovali recimo kritiki takrat? Govorim seveda o teh, ki niso imeli posluha za Cankarjevo literaturo ali pač morda tudi širši krog bralcev. Kaj so pričakovali od literature tako v splošnem, kolikor pač to lahko zajameva, ali pa morda kaj jih je tako zmotilo pri Cankarju? Ja, že Prešeren je napisal v svoji glosi, da mu očitajo, kaj za vodnikom ne hodi. Se pravi, še vedno so nekateri želeli, da bi veljalo načelo dulce et utile, prijetnost koristnika. Ampak to prijetnost koristnim, to je pa načelo trivialne književnosti. Ti moraš, če hočeš vzgojiti bralca in bralko, moraš dati recimo življenje, ki je v spletu radosti in bolečine, torej ne vso bolečino zamazati oziroma jo izmakniti. Zato so tudi stalni očitki Cankarju so stalno očitali, da je pesimist. Da je preveč pesimističen, da se tega pač ne da brati. Kasneje, ko so seveda kritiki ugotovili, da stil je pa nepremagljiv, da takšnega stila nikjer ni, so mu napisali tako, kot sem prej prebrala. Stil je sočen,
stil znaš pisati, ampak še vedno nisi naš, ne? Še vedno nimaš slovenske duše. Ne, to je bilo tudi največkrat mu očitano. Ne. Zakaj? Zato, ker si preveč pesimističen, mi Slovenci smo optimistični, smo resni, ti se preveč hecaš, ti preveč ene stvari daješ. Pa še to, ne. Jasno, lotil se je teme, ki je bila takrat za pretežno katoliško bralstvo izredno blasfemična, to je erotika. Ne. Erotika pa vemo, da je vedno najbolj subverzivna, vse vemo, kaj se je zgodilo z njegovo erotiko, se pravi s pesniško zbirko, in hkrati je erotika ni takrat ugasnila pod plameni zažiganja te knjige. Erotika je v vseh njegovih knjigah plamenela naprej, kar je neverjetno jezilo kritike. Naprimer, Kobal je v Hiši Marije Pomočnice, ki je pravzaprav obsodba celotne kapitalistične družbe, videl samo, on je rekel, pretanjeno pornografijo. In ta kritika, ki je neargumentirana, izhaja tudi iz osebnega maščevanja avtorju, se še danes imenuje kobalovska kritika. Torej, nekaj napišeš, da človeka zasvinjaš, to ljudje preberejo, ker nimajo časa, se seveda ne ukvarjajo s tem, ali je to res ali ne. Ti si človeka zasvinjal, Cankar pravi, plunil si me na sukno v predgovoru, ne, in si potem odšel. Torej, kobalovska kritika je nekaj, kar delamo iz osebnih nagibov, brez argumentov. Ne, torej, če smo povedali, da je negativno, Cankar je bil zelo vesel negativni kritik, ampak da so bile argumentirane. Ker bova v glavnem govorili o romanih njegovih, koliko romanov je napisal Ivan Cankar? Ja, to je še vedno danes včasih ta številka. Jaz bom povedala magično število, ne, ker sem to tudi dokazala. Še vedno je za nekatere sporna, nekateri še vedno recimo določene romane imenujejo povest, vendar je recimo za Cankarja bilo značilno tudi, da je sam opredelil svoje delo, ko ga je pisal, predvsem, ko je recimo Šventnerja prosil za denar, takrat je recimo, ko je poslal naprimer 2-3 poglavji za to, da mu je pokazal, kaj piše, je že napisal, pišem roman recimo. Zelo redko je napisal, pišem povest, je pa večkrat napisal, pišem povest v romanu Križ na gori, o katerem bomo še tudi govorili in seveda vemo zakaj. Torej, glede na to, kako danes definiramo roman, je Cankar napisal 10 romanov. In to se mi zdi res ena taka lepa številka, zaokrožena številka, so si pa zelo, zelo različni ti romani med seboj. Kakovostno tudi? Ja, jaz bi rekla, da so vsi literarni oziroma vsi literarno kvalitetni, vendar bi recimo izpostavila 2, ki sta najbolj kvalitetna in potem enega, ki pa dejansko ni tako kvaliteten in vse to, ne boste verjeli, se Cankar tudi že zavedal. Ne? To ni tako recimo kot danes pri nekaterih slovenskih sodobnih avtorjih sledimo. Ne? Bolj je napisal slabši roman, bolj on trdi, da je ta boljši, ne? In se nekako ne pusti prepričati, da je bil tisti prejšnji kvalitetnejši. Torej, za noben svoj roman ne bo rekel, da ni kvaliteten, medtem ko Cankar je povedal, ne, da je Križ na gori njegov najslabši roman, da ga je pač napisal zato, da bi bili vsi zadovoljni in je tudi, ko je pisal Matici, ne, ker je pri Slovenski Matici išel ta roman, je pisal, zdaj pišem nekaj, kjer bodo vsi zadovoljni. Torej tudi katoliško bralstvo, ki ga je bilo največ takrat, tudi na to je računal in zato je tudi toliko, recimo, te katoliške ceremonialnosti vnesel v ta roman. Ni pa bil ta roman vrednoten kot najslabši med njegovimi takrat, za časa izida, ne? No, zdaj pa poglejte čudo, ne? Njegov najkvalitetnejši roman, torej Hiša Marije Pomočnice, je dosegel 0 pozitivnih kritik. A ne? Roman Križ na gori, ki pa je najmanj kvaliteten, tudi če ga primerjamo recimo z kratkimi pripovedmi, recimo tudi tam je znatno manj kvaliteten kot kakšna zbirka kratkih pripovedi, torej Črtic, je pa dosegel največ, oziroma kot če se jaz spomnim, so skoraj vse kritike pozitivne. In kaj zelo hvalijo Slovenci, iz tega potem lahko vidimo, kaj so takrat cenili. A ne? Hvalijo, da je končno optimističen, hvalijo, da je v ospredju tema, ki ni tako problemska, se pravi ljubezenska tema, in hvalijo to, da je pač glavni lik zelo moralen. Zdaj pa, če greva od začetka, pesimizem, ne? Cankarju so očitali pesimizem, ampak dejansko jaz sem to pisala v članku 10 stereotipov o Cankarju, to sploh ne drži.
Cankar izhaja iz Nietzschejevega pogleda na svet, kjer je stalno pesimizem se kombinira z optimizmom, torej gre za pesimistični optimizem in optimistični pesimizem. V bistvu pa Cankar nenehno prehaja po 3 fazah. Torej vsi njegovi liki gredo skozi te faze. Idealizem, nihilizem, fatalizem. Kar lahko obrnemo nazaj na Prešernovo triado. Up, brezup, vztrajanje. Torej, stalno se gibljajo na teh koordinatah. Seveda, nekateri propade, večina jih propade, tudi zaradi tega, ker dejansko Cankar odslikava takratni svet, ki niti najmanj ni bil idealen za večino slojev, ne samo za nekatere sloje je bil idealen. Potem sem rekla ljubezensko temo, tukaj je ljubezen glavna. Zanimivo je to, da sploh niso kritiki opazili, da je v bistvu zelo pomembno to, da končno umetnik enkrat uspe. Ampak jih je bolj zanimalo to, da sta se pač lika, Hanca in Mate na koncu združila in sta šla lepo skupaj v svet. In morala. Torej, gre za glavni lik, to je ženska, Hanca, ki je zelo moralna in je narejena po pravzaprav, bi lahko rekla, kopitu katoliškega dekleta v tistem času. V tistem času se je namreč, torej na začetku 20. stoletja, že začel oblikovati feminizem in proti feminizmu je bilo potrebno izoblikovati žensko, ki pa je absolutno drugačna, kot so bile takrat feministke. Torej nastane v tistem času, Edmonds recimo o tem piše, femme fragile. Femme fragile je krhka ženska. Torej, tukaj je Hanca 15 let stara, je še otrok, ubogljiva je, hkrati pa prevzame vso odgovornost Mateta, ki je umetnik, na svoje rame. Se pravi, prevzame materinsko vlogo. Čeprav je stara 15 let, seveda še ni mati, bo mogoče potem, ampak se obnaša prav tako kot že zelo uveljavljen lik. Franske leta 1902 seveda nastane roman Na klancu in Fransko so Slovenci sprejeli. In tukaj so seveda spet Hanco sprejeli za odprtimi rokami, ker gre za lik, ki se žrtvuje, ki za moškega naredi vse, moškemu tudi vse odpusti. Svetniški lik, torej po marijanskem kultu je narejen, tako kot je recimo tudi Franska narejena po marijanskem kultu. Ker pa se je Cankar zavedal, kaj si ljudje želijo, je pa kljub temu malo, kot je bil inovativen, vendarle malo ta lik recimo Franske ni toliko prilagodil, tega pa je, da mu je dal neko notranjo moč in tudi to, da je ona znala organizirati tudi, torej se je pripravljala na izhod iz svoje situacije in je tudi potem ta izhod izpeljala, ko odide skupaj z Matetom ven, torej v širše okolje, torej noče biti več v tem zatohlem arhaičnem okolju. No, vrednotenje se potem spremeni, Cankarja oziroma njegovih del. Kdaj se pojavi prva pozitivna kritika romana Hiša Marije Pomočnice in kako se potem to vrednotenje s časom uveljavlja? Skratka, govorim zdaj seveda o tem vrednotenju, kjer je Hiša Marije Pomočnice na enem polu, že omenjeni roman Križ na gori pa na drugem polu, še vedno literarne kvalitete, pa vendar nekoliko niže. Ja, Križ na gori ima sigurno več trivialnih elementov. Jaz recimo nisem še govorila o tej katoliški ceremonialnosti, Naprimer, že začne se v cerkvi, Hanca je Mežnarjeva hči, zvoni, v naslovu je že križ, ampak tu je spet Cankar vendarle pazil, da ni padel v ta ceremonialni kič, ampak je pravzaprav izstopil z tega, ker ima križ več konotacij, nima samo katoliškega odpuščanja, trpljenja in tako naprej, ima več konotacij. No, kasneje je bila tudi ena kritika recimo Hiše Marije Pomočnice, ki je pač ugotovila, da gre za kritiko kapitalizma, to je bila bolj levo usmerjena kritika, ampak prava, tista, ki pa je res vse kvalitete prepoznala, je bila pa šele čez 20 let razprava Izidora Cankarja, torej njegov bratranec, je te stvari prekvalificiral, če lahko tako rečem, in se nam je zgodilo podobno, kot se je zgodilo Flaubertju. Flaubert 1857 napiše Gospod Bovary in takrat je bila recimo Fanny,
ki jo je Feydeau istega leta napisal, znatno bolj uspešna, prevedena več kot 20 jezikov, Gospa Bovary pa na sodišču, kot vemo, in ni bila tako popularna, tudi jo niso na začetku še prevajali, kasneje, čez 20 let pa ravno tako doživi revizijo in še danes vemo, da se marsikaj ravno na recimo Gospe Bovary učimo se recimo tudi nekega posebnega tipa personalnega pripovedovalca, ki je recimo šele takrat se začel oblikovati. Medtem ko Izidor Cankar končno recimo v tej razpravi o Ivanu Cankarju, torej v Hiši Marije Pomočnice, več nitk skupaj potegne in ugotovi, zakaj je to presežno delo. Jaz bi tukaj recimo povedala, da je po moje bilo res Cankarju zelo hudo, vse on je bil navajen kritika, ne, to je vse vedno letelo po njegovi glavi in se je tudi malo distanciral, malo je bil ironičen, ampak ravno to delo je pa pisal, to je moja Schmerzkind, ne, se pravi, to delo imam jaz najrajši od romanov in ravno potem največ udarjajo, seveda mu ni bilo čisto enostavno. In tudi je bil prizadet, ko so se najprej spravili na pornografijo. Se pravi, niso videli tega, da te deklice trpijo, ampak so videli samo to, da so ta dekleta predstavljena kot seksualna bitja. To je prvič v slovenski književnosti, da je otrok ali pa recimo otrok v vstopu v adolescento, torej ko je napol odrasel, napol otrok prikazan kot spolno bitje. Torej, otrok ni več zgolj neka naivna idealizacija nekoga, ampak otrok razmišlja tudi o spolnosti, ker je povsem logično. Seveda tukaj vidimo tudi poznavanje Freuda. Ne? Skratka, roman je tako kvaliteten, da še danes ne vidim romana, ki bi bil tudi strukturno tako dobro zgrajen. Torej, ne samo, kaj vse si upa povedati in komu in zakaj, ampak tudi, kako je to narejeno kot kompozicija. Glede tega bi pa malo upravičila takratno slovensko bralstvo. Seveda, mislim, da Bralni horizont takrat še ni bil primeren za to delo in zato ga tudi pač niso mogli sprejeti. Tega pa se seveda ne bi nadejala od kritikov. Kritiki bi pa morali imeti horizont malo bolj že izgrajena. Ne? Če običajno bralstvo ni znalo to preceniti, bi po moje kakšen kritik vendarle moral prej kot čez 20 let. Če pogledava zdaj še malo bolj nasplošno, ne tako zelo podrobno, kaj je tisto, zaradi česar Cankarjev opus danes, govorimo o romanesknem opusu, kot sva dejali, ne, da ne bova vsega prepletli zdaj, kaj je tisto, kar dela ta opus ne samo zelo kakovosten, pač pa izjemen? Ja, jaz mislim, da je ta njegov opus res izjemen, zaradi tega, ker je inovativen na več področjih in sicer ne samo, da je uvajal nove teme, a ne, tukaj so že prej rekli demitizacija, torej poskušal je demitizirati otroka in mater. Seveda, Slovenci to demitizacijo matere niso sprejeli, zato so še vedno sprejeli kot najpomembnejšo mater Fransko, torej Franska po marijanskem kultu narejena. Istem času on že piše Gospo Judit, istem času že piše Hišo Marije Pomočnice, kjer so matere povsem drugačne, kjer so matere tudi, ki nimajo otrok, oziroma ženske, ki nimajo otrok, kjer so matere, ki se ne žrtvuje povsem za otroka, ki vedo, da so še druge vloge, da ni samo materinska vloga. Torej, to demitizacija različnih stvari, uvajanje tabu tem, kot sem že prej rekla, potem pa tudi velik pregled, torej Cankar je točno vedel, kaj mi imamo na tem področju in kaj ne. On je uvajal recimo nove stile oziroma, kako bi temu rekla, nove oblike. Naprimer, prvi simbolistični roman Na klancu seveda napiše Cankar. Cankar tudi ve, da čisti simbolizem pri nas, kot pravi tam doli, a ne, mi moramo še po sistemu Tolstoja pisati. Torej pri nas dekadenca ne bo šla kar tako. A ne? In imamo še toliko stvari za narediti. Vidite, on je pragmatičen. On res želi, da ne bi mi samo nekih vplivov iz tujine vlekli, a ne, ker to je copy-paste, mi hitro vidimo nekoga, ki je neznan, pa ga recimo kopiramo. Tega Cankar ni delal. Ampak se je hotel prilagoditi na naše okolje. Se pravi, ta njegov preplet realističnega in simbolističnega dekadenčnega stila se mi zdi odličen. Potem je videl, kateri žanri, recimo jaz bom zdaj samo za roman, recimo pri nas primanjkujejo. Ne?
primanjkuje pravi ljubezenski roman, ker mi smo prej imeli res tega tako imenovanega malomeščanskega, in to seveda Cankar napiše. Nismo imeli pravljičnega romana, napiše prvi slovenski pravljični roman, Milan in Milena, prvi proletarski roman oziroma delavski roman, to je Na klancu. Potem prvič postavi žensko kot avtonomno osebo, Govekar je sicer prej že postavil žensko, samo ta ženska v romanu Krvi ni bila avtonomna oseba. Kar v 7 romanih ima ženska glavno besedo, torej je glavni lik. To mislim, da je res zelo inovativna poteza tudi na svetovni ravni. Torej, en avtor v svojih 10 romanov, od 10 romanov izbere 7 romanov, moški avtor, v katerih so ženske glavni liki. Izbere en roman, v katerem so samo otroci glavni liki, pa ne gre za otroški, torej seveda so ženske pisale recimo mladinske pa otroške romane, kjer so bili otroci glavni liki, ampak da napišeš pa roman Hiša Marije Pomočnice, kjer je 14 otrok, ki so glavni liki, pa je to roman za odrasle, to je spet nekaj novega. Se pravi, dejansko je imel velik pregled in tudi hotel je, da bi tudi ostali nekako se izoblikovali, zato je tudi stalno kritiziral našo literarno sceno. Če pogledava samo za trenutek, da zdaj to povzameva, odgovorili ste mi že, ne? Torej, če samo za trenutek zdaj še pogledava roman Križ na gori, ki velja za najmanj kvalitetno od njegovih kvalitetnih del, če tako rečem, vendarle ni čisto trivialen roman in če sem vas prav razumela, ni pa vsem trivialen zaradi tega, ker je pač Cankar tudi te, bom rekla že kar malo klišejske simbole poglobil oziroma jih naredil pomensko večplastne. Bi rekli še morda kaj o tem, da zdaj jasno začrtava mejo med trivialnostjo in trivialnimi elementi v kvalitetnem romanu. Ja, vse to se mi zdi, da je pomembno za kritike in za nas, torej literarne zgodovine, literarne teoretike, da znamo določiti delež trivialnosti. Naprimer, Vitomil Zupan je imel tudi kar v svojih romanih kar nekaj deleža trivialnosti, ampak je to znal vedno predelati, ponotraniti in tako naprej. Ne. So pa avtori, ki dobivajo nagrade, zdaj trenutno pri nas, kjer pa dejansko trivialnost prevladuje, pa vseeno dobijo, ne vem, zelo pomembno, naprimer Kresnikovo nagrado. Torej, Križ na gori. V Križu na gori je avtor vedel, torej Cankar se je zavedal, da je to delo, ki je bolj trivialno. Zato ga je tudi, torej že, poglejte, če samo pogledamo procesa, že glede na proces lahko sklepamo. Hiša Marije Pomočnice, proces traja 3 leta. To pomeni, da je Cankar povsem se poglobil v ta roman, tudi piše Šventnerju in ostalim, jaz zdaj res nimam časa, jaz zdaj se poglabljam v ta roman in pišem samo 3 strani na dan. Običajno pisal po 10 strani, si predstavljate, kako je bil ustvarjalen in to skoraj nič ni črtal. Mislim, to je kar težko si zamisliti. On je bil genialen umetnik, to pač je dejstvo. Torej, tukaj se je podločil, da bo po 3 strani, to pomeni, da je res poglabljal, da je res vse črtal, da je res popravljal in hkrati, ker je hotel imeti popoln nadzor nad kompozicijo, ker je 14 deklet, vsaka pove oziroma svojo zgodbo, ampak jo ne pove na klasičen način, tako da bi imeli okvirno zgodbo. Malči namreč nima okvirne zgodbe, čeprav je ena izmed deklet, okrog katere se zbirajo zgodbe. Torej, je treba kompozicijo zelo dobro narediti, ker je bil Cankar tudi dober risar, je vse narisal. Torej, vse like, vse te deklice si je predstavljal tako, da si je narisal in jih tudi dramsko nekako v glavi si uprizarjal. Vemo pa, da je seveda obiskoval v bolnici Amalijo Löffler, se pravi Malčijane, in je tudi videl, kako recimo v bolnici takšna dekleta, kako se obnašajo, kakšne probleme imajo, kako trpijo in tako naprej. Se pravi, res je bil potopljen v to delo. Zdaj pa, Križ na gori je pisal pa 1 mesec. In vmes je pisal še Hišo Marije Pomočnice. Se pravi, a vidite, tukaj nam že kar nekaj pove, hkrati pa tudi o tem delu nimamo skoraj nobenih zapisov. O Hiši Marije Pomočnice ogromno, ko piše v pismih, zdaj delam to, a bi naredil to tako, to je ta roman, to bom tako naredil in tako naprej. Napoveduje, govori o tem. Medtem ko o Križu na gori samo, mislim, da so samo 2 opazki najdeni zelo na kratko. Se pravi, da je bilo to res tudi mišljeno, da bom naredil vmes. Hkrati tudi to delo edino imenuje povest.
večkrat. Vse vedno niha pri ostalih delih, tukaj pa povest. Mislim, da tudi zaradi tega, ker je bila povest takrat mišljena kot nekaj bolj lahkotnega, ker pa piše tudi za Slovensko matico, kjer je bilo nekako pričakovano, da bi se tam več povesti kot pa romanov, a ne. Objavljalo je tudi, najbrž tudi namerno potem hotel povedati, da ja, lejte, pišem nekaj, kar bo za vas, ne mi prosim zdaj tole spet črtati oziroma reči, da ni v redu, ne. Se pravi, že z namenom, jaz bi temu rekla, da je imel malo trivialne intence, ne, če se zdaj povrnemo nazaj, tudi zaradi tega, ker je tudi si želel, Cankar torej ni želel biti elitističen pisatelj, je užival v tej slavi elitističnega pisatelja, ampak je želel tudi večkrat napisati za široke množice. In to je pač eno tako delo, ki so ga široke množice sprejele. Sprejele so pravzaprav tudi to, a ne, da ženska za svojo požrtovalnostjo in predvsem za to katoliško simboliko, ker že na začetku je opisano, da ona sprejme breme, torej čeprav je majhna, nizka, mate brez premisleka zavoje, torej, ki jih nosi, da na njena ramena. Torej, sploh se vpraša, bo ona sploh lahko to nesla, že na začetku, in ona reče, jaz bom to sprejela kot Kristus, a ne, torej križ na svoje rame sprejemam, in od začetka do konca ima ona križ na svojih ramenih. Ko je drugi celo govorijo, da je malo se spametuje, ne, vidiš, da ima on druge ženske, da je že pozabil nate v tujini, ona še vedno računa, da bo prišel nazaj, še vedno upa. To upanje pravzaprav, ki bi naj veljalo za ženske, ne, ker ženske bi morale imeti vse požreta, ne, pa na koncu odrešiti vse ljubezenske zveze, če ne smo grde. Torej, to se je seveda tukaj pokazalo. Je pa zanimivo, recimo, da ravno ta kritika, kako umetnik gleda na svet, to pa recimo ni toliko bralce zanimalo, ne, ker Mate je zelo kritičen, ne. On je umetnik, ki meni, da v nekem provincialnem okolju ne more ustvarjati. On je umetnik, ki vse skozi zatohlost kritizira, ne. Hkrati pa seveda tudi zelo stereotipno gleda na ženske, ne. Hanco, kar celo nekako s takimi materinskimi izrazi kliče, ker v bistvu ona prevzame tukaj materinsko vlogo in Cankarju opiše kot mater in sina, torej zelo neerotično, kar je spet zelo nenavadno za Cankarja, ker Cankar ženskam pripisuje veliko erotičnih konotacij, se pa seveda izkaže tu, da na začetku 20. stoletja raziskave drugih kaže, da je bila ženska lahko prikazana samo kot dvoje, ali kot popolnoma žrtvujoča se mati, ali prostitutka, se pravi tista, ki se pač ukvarja samo s spodnjim delom, ne. Glava tukaj niti pri materi, niti pri lahkoživki ne pride v poštev. Glavo pozabimo. To se od žensk pogosto pričakuje še danes, gospa Lojzija Zupan Sosič, ampak žal bova na tej točki morali zaključiti, pa morda o tej temi kdaj kaj drugič, ne? Ja, v drugih delih pa drugič, ja, lepo se imejte. Ja, hvala za obisk, spoštovani poslušalci. Vam hvala za pozornost, ki ste jo namenili današnjemu pogovoru o oddaji Literarna matineja, o Cankarju in njegovem vrednotenju književnosti ter lastnega romanopisja. Smo razmišljali s profesorico doktorico Alojzijo Zupan Sosič. Pred mikrofon sem jo povabila Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbel Robert Markoč.